Vedno se moramo boriti proti izkušnjavam, ki nas vodijo daleč od služenja bližnjemu. Tako se je glasilo papeževo opozorilo med homilijo, ko je zjutraj kot običajno daroval sveto mašo. Poleg tega je poudaril tudi, da moramo služiti kot Jezus, ne da bi karkoli zahtevali. Služenja ne smemo nikoli preoblikovati v nekaj, kar nam daje oblast. Jezus govori o moči vere, a pri tem takoj razloži, da je vero potrebno umestiti v služenje, kot beremo v današnjem evangelskem odlomku. Le ta pripoveduje o služabniku, ki cel dan dela na polju. Zvečer se vrne domov, toda namesto, da bi šel počivat, mora še streči svojemu gospodarju. Papež Frančišek je pripomnil, da bi kdo od nas temu služabniku lahko svetoval, naj gre na sindikat, kjer bi mu priporočili, kako naj ravna s takim gospodarjem. Ma Gesù dice no, il servizio è totale, perché lui ha fatto strada con questo atteggiamento. Jezus pa reče, ne, služenje je vse. On sam je namreč pokazal pot s to držo služenja. On je služabnik. On se predstavi kot služabnik, kot tisti, ki je prišel, da bi služil in ne, da bi drugi služili njemu. To je povedal jasno in tako je apostolom pokazal pot tistih, ki so prejeli vero, tisto vero, ki dela čudeže. Da, ta vera, je zatrdil papež, bo na poti služenja delala čudeže. Kristjan, ki s krstom prejme dar vere, a tega daru ne prinaša naprej, postane kristjan brez moči in brez rodovitnosti. Na koncu postane kristjan sam zase, služi le samemu sebi.